Zdaj k pozdravnemu nagovoru vabim generalmajorja Ladislava Lipiča, predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Spoštovane veteranke in veterani 91, spoštovani visoki gostje, gospod župan, najprej seveda hvala vam za lepe besede in čestitke. In tudi moje prve besede bodo namenjene času in prostoru in pa seveda ljudem, ki so v tistih časih leta 1990 in leta 1991 storili vse, da uresničijo na plebiscitu sprejeto odločitev slovenskih državljank in državljanov, da želijo živeti v samostojni državi. In to smo pomagali tudi uresničiti. Tako pripadniki teritorialne obrambe, kot seveda tudi pripadniki slovenske milice, o podpori celotnega slovenskega ljudstva in vseh njenih takratnih inštitucij. Zato še enkrat iskrene čestitke vam, ki ste takrat v prvih vrstah z orožjem v roki stali in uresničili to željo. In letošnje praznovanje, spoštovani pripadniki obeh veteranskih organizacij, je še toliko bolj svečano, kajti praznujemo 50 let od nastanka teritorialne obrambe. Teritorialne obrambe, v kateri smo govorili slovensko, v kateri je bil poveljevalni jezik slovenski in v kateri smo se urili, usposabljali in urili za to, da bomo državo branili pred morebitnim agresorjem. In seveda to je tudi v letih 90 in 91 rezultiralo v tem, da smo v vojni za Slovenijo tudi uspeli in zagotovili njeno samostojnost. Seveda so se zgodile v leta 90 tudi zelo pomembni dogodki, zaradi katerih mi danes praznujemo. Slovenska teritorialna obramba je nastalna sestava, je s pomočjo tudi delavcev upravnih organov za ljudsko obrambo in tudi nekaterih drugih preprečila, da bi bila teritorialna obramba razorožena. In seveda ob tej priložnosti gre hvala tudi vsem občinskim organom, ki so pri tem dejanju nudili podporo takratnim štabom teritorialne obrambe. In seveda istega dne se je začela rojevati tudi ideja o oboroženi strukturi, ki pa se je kasneje potem poimenovala tudi manevrska struktura narodne zaščite, ki je v tem vmesnem obdobju zagotavljala obrambno in varnostno sposobnost te države. Zaradi tega je nujno, da danes govorimo o teritorialni obrambi, da nismo tiho in da povemo resnico, kajti resnica nikoli ni razdvajala. Resnica nas večjemu lahko združuje. Tudi tiste, ki si želijo, da o njej ne bi govorili. Še enkrat iskrena hvala, spoštovani soborci, soborke, in svoj pozdravni nagovor naj zaključim z mislijo. Osamosvojitvena vojna je bila tako vsebinsko, kot tudi časovno enkratno dejanje. Svoboda in mir pa naj bosta procesa, ki bosta trajala večno. Čestitam in hvala lepa.